Kakšne so vaše izkušnje oziroma predlogi v zvezi z dostopanjem do posojil bank? Lahko povem, da pri nas praktično nikoli nismo imeli težav, tudi v zadnjih letih ne, s financiranjem. Z bankami smo vedno imeli, menim, da tak konstruktiven odnos. To so v bistvu naše izkušnje. No. Kar se pa predlogov tiče, bi pa tudi rekel, kadarkoli smo imeli take pametne ideje in za katere smo tudi sami bili prepričani, da stojijo in da zdržijo pač ekonomsko računico, smo vedno bili podprti iz strani bank in smo imeli razumevanje tudi iz te strani. S katerimi tveganji se srečujete v poslovnih financah in kako jih obvladujete? Glede na naravo naše dejavnosti, seveda je to tako imenovano likvidnostno tveganje zelo pomembno in tveganje plačilne discipline. Tukaj seveda smo razvili zelo močno interno službo, ki se ukvarja s temi zadevami in ki res intenzivno dela. Poslužujemo se tudi zunanjih storitev na tem področju. To je torej ena vrsta tveganja, zelo velika in še vedno v bistvu naraščajoča tudi v Sloveniji. Plačilna disciplina se še vedno poslabšuje po naših izkušnjah. Potem so tu tveganja na nabavnih trgih, na trgih surovin, kjer so bila nihanja v zadnjih letih izjemna. Tudi tukaj smo razvili določene inštrumentarije, s katerimi delamo in tudi izkušnje imamo relativno dobre na tem področju, skratka z upravljanjem tveganj na nabavnih trgih. Kako vidite vlogo poslovnega finančnika jutri? Ja, v bistvu dosti podobno kot danes ali pa včeraj. Skratka, bedenje nad tveganji, na drugi strani seveda skrb za likvidnost podjetja. Ključen se mi pa zdi odnos nekje med, seveda, da se zavedaš svojih, da rečem, zmožnosti, ne, in da skrbiš za to, da imaš uravnane denarne tokove z svojimi naložbenimi načrti. To je ena zadeva. Na drugi strani pa seveda je pa potrebna nadaljnja izredna informatizacija in tukaj vidim v naslednjih letih, praktično celo v naslednjih mesecih, veliko izzivov, kjer je pa potrebno vse spraviti, vse informacije, ki jih je ogromno, hitro obdelati, hitro posredovati drugim strokovnim službam, tako da jih lahko seveda uporabljajo pri svojih odločitvah.